Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Števerjana, od koder bomo v kratkem v živo predvajali letošnjo polnočnico. Letos je tudi sveti večer prilagojen izrednim razmeram, a kot je poudaril predsednik italijanske škofovske konference kardinal Bassetti, bo ta božič različen, a zato nič manj radosten. Škofovska konferenca je letošnjim razmeram prilagodila urnike večernih svetih maš in polnočnic, tudi slednje se bodo po vsem polotoku sklenile v času, da se bodo verniki lahko vrnili domov pred začetkom policijske ure ob 22. Podobno so se za zgodne obhajanje maš na sveti večer odločili v Sloveniji, kjer se je sicer večina škofij odločila, da letos svetih maš ob navzočnosti vernikov ne bo. Med izjemami je tudi Koper, povsod po Sloveniji pa so se polnočnice že sklenile ob 20. Naj še spomnimo, da se lahko tudi jutri odpravimo k sveti maši, saj spada verska dejavnost med izjeme, za katere so dovoljeni premiki tudi v rdečih območjih. Odpraviti pa se moramo do najbližje cerkve, s seboj pa moramo tudi v tem primeru imeti samo izjavo. Veliko ljudi, tako v Sloveniji kot pri nas, bo božičnim svetim mašam sledilo nadaljavo. Na Radiu Trsta bomo, kot rečeno, z začetkom ob 20:30 v živo predvajali sveto mašo iz cerkve svetega Florijana v Števerjanu, od koder bo svetovečerni obred vstopal v domove ljudi tudi s pomočjo spletnih medijev. Domače društvo Frančišek Borgia sedaj sveto mašo v živo predvaja na svojem YouTube kanalu. Polnočnico lahko v živo spremljate tudi na naši Facebook strani TDD Raj, kjer najdete povezavo na YouTube posnetek polnočnice. Za video prenos dogajanja skrbi ekipa približno 20 članov števerjanskega društva. Poslušajmo, kako je potekala priprava. Aljoša Dorni. Pojavila se nam je ideja, ker točno vemo, kako lahko tehnologija v teh trenutkih poveže veliko ljudi in ker je ta božič letos tako poseben, smo se odločili, da bomo stopili mi do ljudi in tako jim prinesli polnočnico, števerjansko polnočnico. Koliko ljudi pa skrbi za to tehnično plat tega dogodka? Tehnična ekipa društva sedaj šteje 10 ljudi. Vsi smo izvedenci na različnih področjih. Ko stopimo skupaj, lahko naredimo res kvaliteten izdelek. Na pomoč priskočijo tudi ostale skupine društva, kot so Mladinski krožek in odbor društva. In tudi civilna zaščita bo tokrat urejevala tukaj dostop ljudi do cerkve in do dvorane. Jurij Lavrenčič, kje pa bo ta sveta maša na ogled, na katerih platformah? To bomo predvajali na YouTube kanalu Društva Sedej, na Facebook strani, vedno Društva Sedej. In to bomo itak vse posneli in tako, da bo dostop posnetka tudi ostal gor na spletu. Kako pa lahko ljudje dostopajo do tega posnetka? Torej je potrebna kakšna koda, je potrebno se kam upisati ali je prosto dostopno in kje natančno je dostopno? Je prosto dostopno, ja, na YouTube kanalu, se pravi dovolj dobiti naš YouTube kanal Društva Sedeja ali pa na naši spletni strani sedej.org in na naši Facebook strani. Guglielmo Frati, gre za velik zalogaj, predvsem za društvo. V naših društvih se je bilo potrebno po sili razmer zelo posodobiti. Kakšno delo pa je za tem prenosom v živo? Za tem prenosom je veliko dela. Imamo, kot je rekel tudi Aljoša, smo v 20, ki delamo to stvar, zato nisem samo jaz. In mislim, da je zelo dobro, da društva hodijo v to smer, da tudi predvajamo v živo na internetu. Tehnično pa kaj je potrebno? Torej, s katerimi tehničnimi detajli se ukvarjate? Katere kamere bomo uporabljali, kako bomo pošiljali in tudi eden izmed največjih tehničnih problemov tudi tukaj v Števerjanu je, da ni internetne povezave in zaradi tega je zelo težko pošiljati tudi po internetu, recimo video. In kako ste obšli to težavo? Torej, mi trenutno imamo brezžično povezavo, ki nam nudi dostojen dostop. Moramo seveda pošiljati tako kot na YouTube, tudi na Facebook, torej rabimo dvojno pasovno širino za prenos. Tako je torej potekala tehnična priprava na nocojšnji poseben sveti večer, ko bomo tudi bližino izkazovali drugače. Z nami je Ilarija Bernjak, predsednica društva Sedej iz Števerjana, od koder bomo, kot rečeno, v kratkem v živo predvajali polnočnico, ki jo bo daroval Marjan Markežič. Ilarija Bernjak, dober večer. Dober večer.
Nocojšnjo svetomašo pa bo v živo spremljalo tudi zborovsko petje, drži? Tako je, ja. Nocojšnjo mašo bo oblikoval cerkveni pevski zbor, sicer v okrnjenem številu, tudi ker smo morali malo se odločiti, da za vsak glas izberemo po 4 pevce. Porazdeljeni so po cerkvi in ker zasedejo toliko prostorov, v smislu zasedejo kar eno celo polovico cerkve, smo potem se odločili, da bomo tudi predvajali v živo mašo za tiste, ki ne bodo uspeli priti do sedeža v cerkvi in bodo lahko sledili v veliki dvorani našega društva. Torej, odločili ste se, da čim več ljudem podarite današnji sveti večer, podarite prisotnost na sveti maši. Kot rečeno, ta najin pogovor predvajate tudi na YouTube in Facebook kanalu Frančišek Borgia Sedej. Pripravili pa ste tudi druge dogodke v tem prazničnem času, ki se je začel z miklavževanjem. Ste takrat tudi kaj pripravili? Ja, takrat miklavževanje tudi ni potekalo v tradicionalni obliki v naši dvorani. Je pa se Miklavž obdaril otroke po vasi. Tako da ne bi prišli v stik in da ne bi slučajno riskirali kako okužbo tudi. Tako, tukaj v Števarjanu pa imate navado, da tudi za praznik svetih treh kraljev pripravite nekaj posebnega. Gre za dobrodelni dogodek. V kakšni obliki boste letos ta dogodek speljali? Ja, tudi ta dogodek je potreboval, smo ga morali ažurirati oziroma posodobiti trenutnim razmeram. Vsekakor sveti trije kralji bodo prisotni pri maši 6. januarja. Kar pa se tiče blagoslova pri vsaki hiši in ažuriranja napisa na vratih, bo vsak posameznik to storil. Glede pa, če kdor bo želel seveda tudi oddati svoj prostovoljni prispevek, bo lahko to izkoristil priložnostni nabiralnik, ki bo v cerkvi in bo na voljo seveda, ko bo ta odprta. Ali pa, če iz drugih razlogov tega ne more storiti in želi vseeno izročiti svoj dar, lahko pokliče našega člana društva, Mateja Hledeta. Sicer, in naj še to povem, da vsekakor prostovoljni prispevki, ki jih zbirajo vsako leto pri koledovanju svetih treh kraljev, grejo v dobrodelne namene. Letos bodo zbrane prostovoljne prispevke oddali goriškima ustanovama ANFAS, Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive, EO Relazionali Onlus in Spiraglio, Volontari Zontini Sostegno Malati Neoplastici. Tako da tudi v tem težkem trenutku še bolj potrebujejo našo skupno pomoč. Tako, Ilarija Bernjak, prav v kratkem se bo tukaj v župnijski cerkvi svetega Florjana v Števarjanu začela sveta maša. Letošnje leto pa ni bilo preprosto za društva. Vi ste se tehnološko posodobili, veliko ste storili, ali ste bili že prej na tej tehnološki poti? Ja, smo začeli že prej, to se je izkazalo predvsem pri neposrednem predvajanju našega festivala. Vsekakor smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, Facebook, Instagram, YouTube, tako da ja, smo tehnološki in seveda imamo tudi ekipo, ki to lahko opravlja. Tako torej, Ilarija Bernjak, katera pa je želja za prihodnost, za vaše društvo in za vaščane? Ja, za enkrat, za naslednje leto, da se stvari vrnejo spet v tisto normalo in da spet zaženemo naše delovanje. Spoštovani poslušalki in cenjene poslušalke, v Števarjanu se začenja polnočnica, tako da vas prepuščamo nocojšnji sveti maši. Želimo vam prijetno poslušanje.
U imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. En lep sveti večer želim vam v cerkvi, vsem, ki nas poslušate po Radiu Trst A, vsem, ki nas spremljate nekaj 10 metrov od tu iz cerkve v dvorani, sedevi dvorani, pa tudi po YouTubeu in Facebooku. Naj bo ta sveti večer res miren, kljub temu drugačen. Ob poglobljeni analizi človeške zgodovine, ko so skozi čas propadla številna kraljestva, kulture, ideologije, ki so se zdele neuničljive in večne, se sprašujemo nocoj po 2000 letih, kaj je potem zares močno, trajno, osrečujoče. Prav gotovo je to Božja ljubezen, ki se vedno znova sklanja k vsakemu človeku v podobi majhnega, nebogljenega otroka, ki želi rasti z nami, ki želi plemenititi naše družine, društva, organizacije, šole, podjetja, kmetije, župnije, da bi tako postajali v vsakdanjem življenju še bolj človeški, še bolj božji. Povabimo nocoj tega Božiča, majhnega Boga v naša srca, da bo vanj vcepil trajno moč, luč, mir, veselje in srečo. Pojdimo na to pot, neobremenjeni, ko priznamo in obžalujemo svoje grehe, da bomo vredno obhajali to sveto daritev, še posebej za pokojno Suzano in Marjota. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas pripelji v večno življenje. Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo.
Dobri Bog, to sveto noč je zasijala prava luč Kristus, ki razsvetljuje vas svet. Naj v veri na zemlji spoznavamo njegove skrivnosti, da bomo uživali njegovo slavo v nebesih, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kaj ti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan Midjancev. Kaj ti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, močni Bog, večni Oče, knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila. To je Božja beseda.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tiste dni je išlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje in sicer v času, ko je bil Kvirini, cesarski namestnik v Siriji, in vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli. Ker v prenočišču zanju ni bilo prostora, v istem kraju pa so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. L'angelo disse ai pastori: non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo, Signore. To je Kristusov evangelij. V tem obdobju protikoronskih ukrepov nas marsikdo prepričuje, da nam je zelo hudo in težko in da je čisto prav, da se jezimo na državo in na zdravnike, mladi tudi na učitelje in na starše, ker so nam tako omejili življenje. In res je lahko to obdobje
zate, ki si mlad, še posebej precej stresno, suhoparno in dolgočasno, saj večino časa preživljaš doma in za ekrani. Ampak sprašujemo se, kaj je bistveno. Gotovo je zdravje, naše in tuje. Na težke stvari v življenju lahko pogledaš na dva načina. Lahko si pozoren na tiste stvari, ki jih nimaš. In zato si žalosten, obupan, v primerjavi z drugimi, v reklamah ali pa v primerjavi s tem, kar si lahko počel pred pandemijo. Lahko pa si pozoren na vse tiste stvari, ki jih vseeno imaš. Da se tega lažje zaveš, se poskusi primerjati ali postaviti v kožo drugih, ki imajo dosti manj, kot imaš ti. Ali si na primer vedel, da kar 640 milijonov otrok, skoraj vsak tretji na svetu, nima strehe nad glavo? In 400 milijonov, vsak peti otrok nima dostopa do čiste vode. Na to, kako se počutiš, torej zelo vpliva, s kakšnimi očmi gledaš na svoje življenje. Zato te vabim in sebe tudi, da ga opazuješ s pozornostjo in hvaležnostjo za stvari, ki jih imaš. In veš kaj, zagotavljam ti, da se boš počutil bolje, kot če bi se osredotočal samo na stvari, ki ti manjkajo. Velja poskusiti. K temu naj spodbuja tudi božični dogodek. Jezus, ki se je rodil brez vsega pred 2000 leti v hlevu. Njegovo prvo ležišče ni bila postelja, ampak navadne, umazane jasli, polne špikajoče slame. Ampak to mu še zdaleč ni preprečilo, da ne bi svojega življenja naredil nekaj čudovitega. In prav k temu čudovitemu vabi Jezus vsakega izmed nas, da naredi svoj majhen košček mozaika za njegovo kraljestvo, za dobro sveta. Stara modrost uči tudi danes. Vsak večer postavi svoje čevlje čim bolj globoko pod posteljo. Zakaj, otroci? Zato, da zjutraj, vsako jutro poklekneš, močno poklekneš pod posteljo, da dosežeš svoje čevlje. In že ko boš na kolenih, se zahvali Bogu za njegovo ljubezen, za nov dan, za zdravje in še za marsikaj. In Jezus je prvi, ki se sklanja k meni pod mojo posteljo in me tam že zgodaj zjutraj vabi skozi vsak dan v letu, da se mu pridružim, da skupaj narediva nekaj dobrega zase in za svet. Če bi ljudje potrebovali pred 2000 leti napredek, bi Bog gotovo poslal znanstvenika. Če bi potrebovali moč in oblast, bi poslal vojskovodja ali močnega politika. Če bi potrebovali imetje in denar, bi poslal bogataša. Toda človek je potreboval in še vedno potrebuje predvsem ljubezen, dobroto, usmiljenje, odpuščanje, mir. Zato je Bog poslal in še zmeraj nam pošilja prijatelja Jezusa, da bi svet odrešil, da bi ljudi spravil z Bogom in da bi ves svet napravil za svet bratov in sestra, ki mora biti edini cilj našega življenja. Božič pomeni, da Bog ni obupal nad človekom, ne nad menoj, ne nad teboj. Prihaja naproti, dviga naš pogled k višku, k luči. Sveti papež Janez Pavel II. Je rad ponavljal: odprite vrata Kristusu, ne bojte se cerkve, ne bojte se Kristusa. Odprite srca za Boga, ki prihaja, za Boga, ki se želi učlovečiti v vsakem človeškem srcu. Odprite svoje srca edinemu pravemu odrešeniku, njegovi luči in njegovemu upanju. Potem boste že začeli spreminjati svet. To je tudi moje srčno povabilo in voščilo vsem vam, vašim po svetu, posebej bolnim, osamljenim,
tistim, ki so izgubili službo, trpečim na duši in na telesu. Kljub vsemu vesel, blagoslovljen Božič. 4 parole riecheggiano in tutti i brani che la liturgia ci propone nelle messe di Natale e del periodo natalizio e sono luce, gioia, bontà e pace. Compito dei cristiani non è il lamento, ma la testimonianza di una vita intrisa di questi 4 doni. Si sente dire spesso, non ci sono più i valori di una volta, non c'è più il cristianesimo. Tako, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, na Radiu Trsta spremljamo danes polnočnico iz Števerjana, ki jo nocoj daruje duhovnik Marijan Markezič, ki je sklenil, da bo nekaj besed namenil tudi italijanskim vernikom. Ker namreč za nenavaden večer, za nenavadno polnočnico, ki se je začela bolj zgodaj kot običajno ob 20:30, slišali pa smo že besede duhovnika v slovenščini, ki je poudaril, da se je danes treba zazreti vase in razumeti, kaj vse imamo, kljub tem nenavadnim razmeram. Obrnil se je na otroke, ki so mladi, tako kot je bil mlad Jezus, čigar rojstvo danes praznujemo, in je poudaril, da je na svetu veliko otrok, ki nima čiste vode, to je vsak 5. otrok na svetu. Poudaril je, da skoraj vsak 3. otrok na svetu nima strehe nad glavo. Otrokom je zato namenil sledečo misel: življenje opazuj s pozornostjo in hvaležnostjo za stvari, ki jih imaš. In naj Božič spodbuja k temu. Velik dar je vera, zato jo ponosno izpovejmo in drug ob drugem utrdimo ob Kristusu, ki nam prihaja naproti, ki nam odpušča, ki nas usmerja, ki nas vedno znova sprejema take, kot smo. Zato verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In 3. dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam in krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, v tej sveti noči, ko se ob jaslicah radujemo Jezusovega rojstva, se nam razodeva Božja dobrotljivost in ljudomilost. Zaupno prosimo. Naš odrešenik, s tvojim prihodom na svet se je začelo prenavljanje vsega stvarstva. Naj vsi ljudje dobre volje v božičnih praznikih doživijo tvojo navzočnost in dobroto. Prosimo te vsi. Božje dete v jaslicah, za svoj rojstni kraj si izbral palestinsko mesto Betlehem. Pomagaj, da bo na svetih krajih prenehala nevarnost vojne in bodo ljudje vseh narodnosti in veroizpovedi živeli v miru in prijateljstvu. Knez miru, nocoj si po angelih oznanil mir ljudem, ki so blage volje. Pomagaj nam, da bomo premagovali nezaupanje in sebičnost v družini in javnem življenju. Dobrotljivi Bog, veseli smo se zbrali pri božičnem bogoslužju. Naj tudi bolni in osamljeni doma, v domovih za ostarele, v bolnišnicah, v zaporih in v tujini doživijo božični mir in veselje.
Poglej, Gospod, na potrebe naših krajnih in jih čim prej vse privedi v svojo luč in mir pri sebi. Gospod Jezus, hvala ti, da si prišel med nas. Bodi z nami na poti življenja, zdaj in vekomaj. Amen. Da Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji svetici. Dobri Oče, naj te razveseli slovesna daritev tej sveti noči. Po tej čudoviti zameni darov nas upodobi po Kristusu svojem Sinu, ki je v njem naša narava že združena s teboj in ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Tvoja beseda se je učlovečila in v tej skrivnosti nam je zasijala nova luč tvoje slave. V vidnem odrešeniku se razodevaš ti, nevidni Bog, da bi v nas razumel ljubezen do tega, kar nikoli nobeno oko ni videlo. Zato z angeli, nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem nekoč,
tudi nam danes razlaga svetopismo in lomi kruh življenja. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerju vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ustal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko. Naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Danes ti še posebej priporočamo Suzano in Marjota in vse rajne, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z apostoli in mučenci, svetim Florjanom, Jožefom in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Oče naš je najlepša molitev zato, ker v njej najdemo bistvene stvari kot predlog, da lažje izberemo, zakaj moliti. Najprej, da iščemo Božjo voljo, da skušamo jo tudi uresničiti v svojem življenju. Druga prošnja, da bi znali zgraditi most z ljudmi, da bi si znali odpuščati, da bi znali delati dobro, biti solidarni, biti boljši. In kadar z Bogom in s človekom najdemo pravo sorazmerje in soglasje, potem lažje tudi opravljamo svoje vsakdanje dolžnosti, lažje tudi skrbimo za vsakdanji kruh. Betlehem pomeni hiša kruha, da bi se z Jezusom, ki prihaja iz hiše kruha, hranili pri obhajilu, pri branju njegove besede, molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v našem življenju. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni krščanskega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoja oblast in slava vekuma. Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je Kristusovo telo, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa Kristusovo telo, nosi v sebi začetek večnega življenja. Za obhajilo ostanemo na svojem mestu, tisti, ki ste v dvorani, pa boste prejeli obhajilo po mašnem blagoslovu.
Duša Kristusova, posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoj me, voda iz strani Kristusove opere, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezus usliši me, v svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, o buri moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Jezus, verujem v te, Jezus, upam v te, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, s tebi živim, Jezus, s tebi umarjem, Jezus, tvoj sem živi mrtev. Češčeno in hvaljeno naj vedno bo, zdaj in vekomaj. Še molitev v času pandemije. Molimo zase, za naše družine, za našo župnijo, za ves svet, še posebej tiste, ki se borijo z življenjem, s korono. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki še nosijo križ bolezni in so preizkušani. Naklonim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in upanja. Vsem zdravstvenim delavcem, prostovoljcem, civilni zaščiti in odgovornim naklonim moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi božji svetniki in svetnice, beseda, Bog sin je postal človek in spoznali smo njegovo slavo. Molimo, Gospod naš Bog, z velikim veseljem praznujemo rojstvo našega odrešenika. Prosimo, naj ti v življenju tako zvesto služimo, da bomo nekoč za večno prišli v družbo tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Kratko oznanila, jutri ob 11:15 sveta maša na jazbinah za svetega Štefana in za praznik svete družine, v nedeljo pa tukaj v Števerjanu. Ob koncu te svete maše zgodnje izrekam iskreno zahvalo sodelavcem Radia Trsta, ki so vedno dobrodošli v Števerjanu, vsem, ki ste pripravili jaslice, zunanjost naši civilni zaščiti, ki je skrbela nocoj, da je vse lepo potekalo, pevcem, ki ste v okrnjeni obliki s pomnoženo ljubeznijo pokazali tisto, kar znate, še več pa o pravi priložnosti. Bog naj povrne vsakemu po njegovi potrebi. Iskrena hvala tudi našim mladim tehnikom, ki so v svet poslali tudi sliko. Zvok radia, slika iz Števerjana pa lahko komu pomaga, da potoči solzo, še posebej, če so naši Števerjanci z drugih kontinentov. Ob koncu še enkrat res blagoslovljen, miren, pa tudi vesel Božič. Okoliščine so take ali drugačne, važno je, da je sonce, da je luč v srcih. In to smo povabljeni, da jo razširimo. Kakor sveča, ki prižiga drugo svečko, nič ne izgubi, ampak pridobi, ker je v še večji svetlobi sama. Zato bodimo nosilci luči, nosilci Božje energije v ta svet. Zato naj bo Gospod z vami. Bog je luč in ljubezen, je z človečenjem svojega Sina pregnal temo sveta in nam z njegovim rojstvom razsvetlil to sveto noč. Naj prežene od vas temo greha in prežari vaša srca z lučjo svoje milosti.
Ob njegovem rojstvu, začetku našega zveličanja, je poslal angela, da je pastirjem oznanil veliko veselje. Naj tudi vaše duše napolni svojim veseljem in vas naredi za glasnike Evangelija. V svojem Sinu Jezusu Kristusu je združil zemljo z nebesi, naj vas napolni z mirom in ljubeznijo, da boste v nebesih vsi pridruženi občestvu svetih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.
Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, to je bil prenos v živo polnočnice iz cerkve svetega Florijana v Števerjanu. Svetomašo je daroval Marjan Markezič, ki se je v homiliji obrnil na mlade, ki letos doživljajo naporno obdobje, saj večino časa preživljajo doma in za ekrani, in jih pozval, naj se vprašajo, v čem je bistvo. Bistvo je zdravje, naše in tuje, je odgovoril Markezič. Izpostavil je, da je na svetu vsak tretji otrok brez strehe nad glavo, vsak peti nima čiste vode, je dejal števerjanski dušni pastir in mlade pozval, naj življenje opazujejo s pozornostjo za stvari, ki jih imajo, in naj Božič spodbuja prav k temu. Prvo ležišče Jezusa so bile umazane jasli, a to mu ni preprečilo, da je naredil nekaj čudovitega iz svojega življenja, je misli strnil Markezič. Človek je potreboval in še vedno potrebuje dobroto, usmiljenje, odpuščanje, mir. Zato nam je poslal Bog Jezusa, da bi odrešil svet, ki mora biti svet bratov in sestra. Božič pomeni, da Bog še vedno ni obupal nad nami, je homilijo sklenil Markezič. Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, iz Števerjana je za nocoj vse. Z vami sem bila Valentina Oblak, za ton je poskrbel Vasja Križmančič. Želimo vam miren in blagoslovljen Božič ter prijetno nadaljevanje svetega večera. Če boste ostali z nami, pa prijetno poslušanje svetovečernega pogovora na valovih našega Radia Trsta. Lahko noč in naslišanje.